Do preoblikovanja RTV iz javne družbe v nekakšno obliko delniške družbe imajo pomisleke tudi v regionalnem RTV centru. Nova struktura naj bi sicer zagotovila lažje upravljanje RTV-ja in bolj jasno ločevanje med tržnimi in javnimi programi. Izredno težko bo znotraj to izpeljati, to delitev na komercialni del in na tisti del, ki je javni. Poleg tega bo nekdo moral določiti, veste, ta oddaja je v javnem interesu, druga oddaja ni v javnem interesu, ta oddaja se mora iztržiti, ali se bo to reklo, ne vem, do določenega odstotka, kako se bo ta reč praktično reševala, izredno težko. Zavoljo tega, ker so pri nas programi prepleteni. Kljub temu, da bo RTV z novim statusom postala avtonomna organizacija z možnostjo pridobivanja premoženja, RTV prispevek ostaja. Ali bo imelo to kakšen vpliv na gospodarsko družbo? Ja, vsekakor bo morda več revolta med državljani, če bo velik del sredstev ali pa če bo velik del programa namenjen komercialni namen ali pa če bo večji del. Pomembna novost za zaposlene je tudi, da z uvedbo novega zakona ne bodo več javni uslužbenci. Jaz preprosto čutim to zaskrbljenost v javnem zavodu med sodelavci. Bom rekla, mnenja so zelo deljena. Predvsem novinarski kolektiv je seveda pristaš tega, da nismo javni uslužbenci. Nasprotno pa v drugem delu naših uslužbencev je pa čutiti zaskrbljenost zavoljo tega. Kako in kaj, kako bo s plačami, kako bo z uravnavanjem tega, kako bo z pokojninami. Spremembe bodo nastopile tudi na področju sestave nadzornega sveta in sveta RTV, ki naj bi po besedah opozicije omogočila politične vplive aktualne oblasti. Seveda je malce strašljivo, da vsakokratna oblast, ki pride v Sloveniji, ne samo, da želi menjati generalnega direktorja, kar se pogosto dogaja mogoče v tujini, ampak še več, vsakokratna oblast pride in želi menjati medijski zakon. In kaj o zakonu RTV menijo volivci? Ti bodo namreč 12. decembra o njem odločali na referendumu. Čisto nič ne vem, me je sram, da ne vem. No, dejansko je tako, da v resnici informacije, katere sem jaz dobil, so pomanjkljive. Tako da v resnici sploh ne vem, kaj se bo spremenilo in jaz o tem sploh ne morem odločati. Sploh nisem nič spremljala zdaj tega. Zakaj ne? Ne vem. Boste šli na referendum? Ja, to pa bom, ja. Kako se boste pa odločili, na podlagi česa si boste? Bom zdaj začela spremljati.